Okrogla miza, šport in kultura znotraj romske skupnosti, izzivi prihodnosti. Pohod ob svetovnem dnevu mokrišč. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Dogodki. V Mladinskem informativnem in kulturnem klubu v Murski Soboti so na okrogli mizi sodelujoči spregovorili o športu in kulturi znotraj romske skupnosti in izzivih prihodnosti. Na okrogli mizi, ki je potekala v Mladinskem informativnem in kulturnem klubu v Murski Soboti, so sodelujoči spregovorili o športu in kulturi znotraj romske skupnosti ter izpostavili pomembne izzive prihodnosti. Več o namenu dogodka predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc. Namen današnjega srečanja je predvsem tem, da spodbudimo romsko populacijo k večjim aktivnosti na področju športa in pa kulture, predvsem zaradi tega, ker opažamo, da na teh področjih te aktivnosti upadajo. Nekoč so pripadniki romske skupnosti tudi po 35. letu starosti se še vedno ukvarjali z športom, sicer tako dobrovoljno, po domače rečeno, so igrali nogomet med sabo, odbojko, košarko in tak naprej, pa še kaj. Danes to večinoma po 35. letu zelo redko najdeš koga, ki se ukvarja z športom. Tudi ta mlajša generacija, predvsem pa otroci, so kondicijsko manj pripravljeni, ni moči, ni tehnične pripravljenosti, tudi teža je malo večja in tak naprej. Tako da šport bi bil v tem času dobrodošel, predvsem zaradi tega, ko govorimo o zdravju, o gibanju, o tem, da človek pač nekako sam sebe dopolni z temi energijami in tak naprej. In pa seveda kultura, ki pri Romih velja veliko, identiteta je sedaj zelo sprašljiva in kaj je tisto, kar nas na področju identitete najbolj obogati, to je glasba in ples. O prihodnjih izzivih na področju športa in kulture znotraj romske skupnosti Muc nadaljuje. Kar se športa tiče, bi morali pravzaprav usposabljati, pridobivati čim več kadrov znotraj romske skupnosti. To pomeni, da bi z športom se ukvarjali usposobljeni ljudje, ki bi na kadrovskem področju ponujali strokovna usposabljanja, strokovna znanja na treningih, pri kulturi tudi, torej da bi se kulturne aktivnosti povečali, predvsem na področju plesa, glasbe in tako naprej. Danes recimo, če tako gledamo, skoraj vse romske glasbene skupine ne uporabljajo romskega jezika, ne igrajo romsko glasbo, tako da bi bilo to dobro malo tudi spodbuditi in to je tisto, kar mislimo, da je izziv v tem, da bi se razvila neka določena skupina ljudi, ki bi pač te pozitivne primere razvijala naprej na področju glasbe, plesa, športa in tako naprej. Kot je pred tem povedal podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Miran Kos, je vključenost romske skupnosti v program športa ne samo športni, ampak tudi ciljno usmerjen problem. Absolutno bo potrebno se strani Olimpijskega komiteja nuditi pomoč organizacijske pravne narave za organiziranje društev, za delovanje društev, za angažma ustreznega strokovnega kadra, ki bi se seveda v večji meri ukvarjal z gibanjem Romov, otrok in pa tudi starejših. Jaz tudi sem bil seznanjen, da je večji problem tudi v Prekmurju gibanje starejših Romov kot pa mlajših Romov. Cilj programa komiteja je predvsem doseči vključenost Romov v sedanjo družbo skozi okvir gibanja v smislu športa in rekreacije. Kos pri tem še doda? Seveda moramo vsi poskrbeti, da bomo pozivali, informirali romsko skupnost, na kakšen način je to možno početi, tudi organizirati strokovno vadbo, da se bi aktivno s tem ukvarjali. Na Dolenjskem in Notranjskem seveda tudi isto doseči, tam bi morda bilo treba iti še stopnjo nazaj v smislu, da se Rome
informira in da se organizirajo v smislu nekih športnih društev preko regijske pisarne Murska Sobota in preko regijske pisarne Novo mesto. Morda bo potrebno še severne, se pravi Grosuplje, angažirati v večji meri, ker ti fantje pa dekleta so v neposrednem stiku z uporabniki teh športnih storitev, z vsemi informacijami, tudi kar se tiče vključenosti izobraževanja, da bodo ti fantje oziroma dekleta intenzivneje delali na tem področju. Več o tem, kako lahko mestna občina Murska Sobota z lokalnimi programi, infrastrukturo in sodelovanjem z šolami in društvi podpira vključevanje romske skupnosti v šport in kulturne dejavnosti, župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj. Nasploh je šport tisti, ki nas povezuje, ne glede na raso, ne glede na versko pripadnost, politično opredelitev. In dejansko, da smo v tem mandatu tudi v naši mestni občini kar pridom izkoristili sredstva, ki so bila na voljo preko Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Veliko nekih športnih infrastrukturnih objektov je narejenih oziroma v teku. Tudi največja, kar se tiče mestnega stadiona, v vrednosti skoraj 1,5 milijona. Potem obnavljamo atletski stadion, pump track je bil narejen, Goran Dragič igrišče, zamenjava parketa v prvi šoli, luči v tretji osnovni šoli, torej v telovadnicah. In seveda infrastruktura je tista, ki potem omogoča tudi pripadnikom romske skupnosti, ki so v naši občini nenazadnje izjemno dobro integrirani, da jim je šport dostopen, da lahko dosegajo tudi tiste boljše vrhunske rezultate. V samem romskem naselju Pušča smo že pred leti izgradili tudi nogometno igrišče z novimi objektom slačilnic. Se pravi, infrastruktura je tista, ki kot prva daje možnosti. Seveda potem pa preko raznih programov, ki jih tudi občina financira, preko nadstandarda in drugih programov, tudi po osnovnih šolah, je tisto, kar želimo, da spodbujamo čim več mladih, da se s športom ukvarja. Kot je pri tem še povedal župan, v mestni občini želijo ohraniti pomembno vlogo športa ter prebivalcem zagotoviti čim bolj enake možnosti za razvoj in osebno rast posameznika. O tem, kako lahko država s ciljnimi ukrepi in s financiranjem izboljša dostop romskim skupnostim do organiziranega športa, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije, magister Dejan Židan. Tudi romski otroci, kakor vsi ostali otroci, so naši otroci. In mi sedaj se zelo trudimo, da več otrok vključimo v aktivnosti telesne kulture, se včasih reklo, zdaj bolj ozko rečemo šport. Tisto, kar je pomembno, je, da pomagamo, da se izgrajuje športna infrastruktura. Zakaj? Zato, ker otrokom je to zanimivo. Če je stadion obnovljen, če je na razpolago, je večja možnost, da bo športno aktiven. Drugo, kar je pomembno, da imamo tudi v Sloveniji idole. Otroci zelo opazujejo, kdo je vzornik in zato je prav, da imamo tudi vrhunske športnike in pomagamo zelo. Tisto, kar je sedaj pa novo, pričenjamo pa tudi neposredno financirati strokovni kader znotraj občin. Na razpolago bomo tudi letos dali 400 kvot in Murska Sobota bo tega dobila vsaj 2, mogoče celo 3. Torej, gremo korake naprej, vsi skupaj, pa se moramo zavedati. Če tudi mi odrasli smo tisti, ki smo telesno aktivni, naši otroci nas bodo verjetno posnemali. Društvo Tabrih je glavni organizator pohoda ob svetovnem dnevu mokrišč, ki poteka ob reki Muri in ozavešča o pomenu mokrišč ter poplavnih gozdovov. Pohod povezuje udeležence iz več držav in spodbuja sodelovanje z lokalnimi in mednarodnimi naravovarstvenimi organizacijami. Ob svetovnem dnevu mokrišč, ki ga obeležujemo vsako leto 2. februarja, je društvo Tabrih Razkrižje, društvo za ohranitev kulturne in naravne dediščine, letos že 26. leto zapored organiziral vodeni pohod ob Muri na Srednji, Gornji in Dolnji Bistrici, s katerim so želeli opozoriti na pomen mokrišč ter ozaveščati o njihovi vlogi pri ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti. Udeleženci so se med pohodom seznanili z značilnostmi lokalnega mokrišča, njegovimi prebivalci ter pomenom varovanja tega občutljivega ekosistema. Dogodek je potekal v sproščenem in prijetnem vzdušju ter spodbudil razmislek o odgovornem odnosu do narave. Nekako želimo ozavestiti oziroma doseči, da bi se to zvedenje o pomenu mokrišč malo razširilo, da so ti habitatni prostori pomembni, predvsem ob reki Muri,
za prosto živeče rastlinske in živalske vrste. Obeležujemo to Ramsarsko konvencijo, letos je 55 let od njenega podpisa, leta 1971 je bila konvencija sprejeta, tudi država Slovenija jo je ratificirala, tako da se na tem globalnem nivoju tudi zavedajo pomena mokrišče v celotnem svetu, ker dejansko ti prostori tudi so pomembni za rastlinske in živalske vrste. Več o namenu pohoda in poteku pohoda Žižek nadaljuje. Pohod je organiziran namenom druženja teh naravovarstvenikov, ki se te stvari zavedamo. Današnji pohod je tu na območju kantine, to je na relaciji Srednja Bistrica-Razkrižje, tik ob mostu Murskem. Trasa pohoda bo potekala gorvodno malo ob Muri, potem bomo se oddaljili od Mure in šli ob visokovodnem nasipu do Kolišča Bobri, nekdanjega Kolišča Bobri, do te mrtvice Bobrove na Dolnji Bistrici. In bomo pot nadaljevali pol pohodniki k Muri, sami Muri in ob njenih mrtvicah in teh starih strugah se vračali nazaj na štartno mesto. Število obiskovalcev pohoda se z leti, kot je povedal Žižek, povečuje. Prvič nas je manjša skupina 14-16 ljudi, se pravi teh naravovarstvenikov smo pri gospodu Kosiju na Cvenu obiskali takratne mrtvice ob Muri in tisti del, ki ga je dejansko on vzdrževal. Pohod ni le lokalni dogodek, temveč je del globalne iniciative za varstvo mokrišč, hkrati pa dogodek sledi smernicam in sporočilom Ramsarske konvencije. Sodelujemo z Avstrijci, z Hrvati in z Madžarsko, tako da je vsi ti, ki smo ob Muri, nekako se na tej točki najdemo. Po besedah obiskovalca iz Hotize pohod ob reki Muri obiskuje že skoraj 2 desetletji. Kot vsako leto se udeležujem tega pohoda z velikim veseljem, saj obeležujemo pomemben dan, Svetovni dan mokrišč. Na tak način pokažemo, da ljubimo naravo oziroma da se z njo ukvarjamo tudi in da jo spoštujemo. Skoraj redno prihajam, mogoče sem kjer pohod izpustil, ampak večinoma pa sem stalno prisoten, vsako leto. Na vprašanje, kakšna so njegova pričakovanja glede pohoda, Törnar odgovarja. Pričakujem veliko ljudi dobre volje, ki bodo fajn hodili ob poti ob Muri, spoznali mokrišča in njene značilnosti reke Mure. Več o tem, zakaj se je Radović udeležila pohoda, pa v nadaljevanju. Već niz godina zapravo sudjelujem ja osobno i zajedno sa... Že več let sem osebno in skupaj z ekipo Međimurska priroda vključena v vse pohode, posvečene dnevu zaščite mokrišč. Najprej in predvsem želimo ohraniti naravo, zlasti pomembno floro in fauno, ki naseljuje habitate ob mrtvih rokavih reke Mure. S tem pohodom želimo prispevati in posredovati naš poziv k ohranjanju narave celotni skupnosti in javnosti. Prirode prenesemo cijeloj našoj zajednici i javnosti. Več o zaščiti reke Mure na drugi strani meje Radović nadaljuje. Regionalni park Mura-Drava, ki ga upravlja Međimurska priroda za naravo. Prizadevamo si ga ohraniti v čim bolj prvotni obliki, da bodo tudi prihodnje generacije lahko uživale v vseh lepotah reke Mure, njeni bogati fauni in naravni dediščini, ki jo želimo ohraniti. Kot je povedal predsednik Zveze društev Moja Mura Tuš, je vsakoletni pohod ob Svetovnem dnevu mokrišč izjemen. Letos se malo veselimo, ker je bila odvzeta, tako nam vsaj obljubljajo pristojni na ministrstvih, koncesija za gradnjo elektrarn na reki Muri. Jaz sem seveda vedno pesimist, kar se takih stvari tiče, in dokler ne bo dokument, v katerem bo pisalo, da Mura zaradi tega in tega razloga ni primerna za energetsko izrabo, komaj takrat bom jaz mirno spal. Na vprašanje, ali si politiki pripisujejo zasluge za dosežke ljudi za to, da se naj ne načrtujejo elektrarne na reki Muri, Tuš odgovarja. Politiki vedno stvari, ki jih naredijo ljudje oziroma stotine tisoče ljudi, navadnih državljanov, civilna družba, pripisujejo sami sebi. To je popolnoma naravno reagiranje teh političnih struktur. Kakšna je Tuševa želja glede reke Mure v prihodnje?
Želim si, da bi poleg tega, da je bila odvzeta koncesija, če je bila odvzeta, sprejmemo v naši državi zakon, z katerim bo zavedno preprečeno stegovanje parkljev po reki Muri in seveda največja sramota naše države, kompostarna, ki je ni kompostarna, ampak deponija odpadkov na otoku v Muri pri Ceršaku, se mora zapreti. In to slepo mišljenje naše oblasti, da nimajo vzvodov, da ne morejo, ne morejo na ne vem podlagi katerih predpisov, je čisto navadno sprenevedanje, ker imajo več razumevanja za smetarske lobije, kot pa za kvalitetno življenje ljudi ob Muri. Pohod ob reki Muri je medse privabil tudi poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, magistra Krajnca. Ob svetovnem dnevu mokrišč hodim na te pohode, po moje je to moj peti ali šesti pohod. Bil sem večkrat od Smureka do Radgone, potem Murski Brod, Ceršak, doli Benica, Petišovci v tistem koncu, sedaj tu. Pomembno je, da opominjamo na to, da so društva tu aktivna 26 let, že vidim po tej kronologiji. Mokrišča so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti in prav je, da imamo skrb do okolja, do narave visoko razvito in vidim tudi mlade tu, pomeni, da vzgajamo mlade generacije. Kot je pri tem povedal poslanec magister Krajnc, reka Mura zanj predstavlja reko Amazonko, kot pravijo Štajerci, je še dodal. Jaz sem živel prej na eni strani Mure, zdaj pa na drugi strani, približno kilometr stran. To je v bistvu naša divja reka, ima veliko različnih vrst rib, pa hvala Bogu bo ostala brez hidroelektrarn, kar je bilo prejšnji teden potrjeno na vladi, tako da sem vesel. Direktor Prleške razvojne agencije Šoster je pri tem povedal, da je pohod rezultat množične skupne prireditve Slovencev, Hrvatov, Avstrijcev in Madžarov. Poudaril je, da si narodi delimo reko Muro, naša naloga pa je, da si prizadevamo za njeno ohranjanje. Kar se tiče tega generacijske odgovornosti, moram reči, da prvo Muro smo obranili moji letniki, zdaj drugo Muro pa že naslednja generacija obranila. In če ne bomo mladih zraven izobraževali in novačili, potem bo naslednja bitka za Muro, ki bo sigurno prišla, bo izgubljena. Tako da velik kapital si bo vedno znova prizadeval Muro pozidati, nove generacije pa bodo morale jo obraniti. Ohranjajmo mokrišča, šport in kulturo, temelji človeškega zdravja in povezanosti. Preživite lep večer. Lep pozdrav!